Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, kjer je naslov bolj šokanten od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi pevka, modna navdušenka, popotnica in ljubljenka slovenskega občinstva Maja Kevc. Živjo. Živjo. Povej, Maja, najprej za začetek se lahko tikava? Seveda, jo prosim. Sva skoraj generacija. Prosim. Kako ti ljubše, da ti rečemo Maja Kevc, je to bolj umetniško? Pa zdaj se nekako skušamo držati Amaje, ampak zavedam pa se, da v Sloveniji sem se jaz kar zasidrala kot Maja Kevc. Ampak nimam težave tudi, če mi nekdo reče Maja. Se bom vedno Maja, ne? Pa se spomniš teh začetkov, ko si se zasidrala kot Maja Kevc, zdaj že kar nekaj časa nazaj, ne? Zdaj pa res že nekaj časa nazaj. Po eni strani se mi zdi, kot da je bilo to včeraj, po drugi pa res eno življenje nazaj. Takrat te je čez noč spremenilo življenje. Ja, tisto se mi je res čez noč tako zelo nenačrtovano. Vmes sem pa res živela še eno drugo življenje. Zdaj. Ja. Pa se je v teh letih verjetno spreminjal tudi odnos do nas medijev. Pa seveda, mislim logično, tako se mi zdi, da jaz sem itak tak človek, ki se ves čas spreminja, tudi zavestno delam na tem, da ne ostanem ves čas enaka, ampak jaz mislim, da čas nekako dobiš večje razumevanje, večji mir v sebi in tudi večjo odgovornost v bistvu do sebe, ne? Da sej toliko ti bodo vzeli, kolikor jim boš dal, ne? Vedno. Kako pa je s tem postavljanjem mej pri tebi do medijev, do kam jih spustiš? Kje so tvoje meje? So se spreminjale verjetno skozi leta? Definitivno so se spreminjale, tudi jaz, ko sem padla v ta show biznis, sem bila res totalna zelenka, ne? Potem pa čez leta nekako tudi, ko se ti malo osebnost izoblikuje, pač postaneš malo bolj, kako bi rekla, pazljiv do tega, kaj hočeš, da je v ospredju, ne? In jaz sem glasbenica, jaz si pač želim, da v ospredju je glasba, se pa popolnoma zavedam, da živimo v enih takih zanimivih časih, kjer nažalost, to sem recimo tudi zelo dobro izkusila na Švedskem, ni več dovolj, ne? Glasba ni več dovolj, sicer mi je to, boli me srce, no, ko to rečem, ampak vse mora biti, ne? Mora biti zgodba, mora biti, zdaj, če recimo izdaš pesem brez videospota, kot da je ne bi, ne? Na nek način, razen, če nisi že nek artist, ki je že 30 let na sceni. Tako da tudi novi umetniki, ki se prebijajo na sceno, nimajo ravno zavedanja vredno pot, ne? So stvari so malo drugačne. Lepo si napeljala na to, da ni več dovolj, ker tudi mi smo te prosili. Če sabo prineseš 3 osebne predmete oziroma, ki imajo kakšno večjo vrednost za tebe, pa bi te kar prosila, no, če poveš, kaj si prinesla. To so noise cancellation slušalke. Obožujem jih zaradi tega, ker velikokrat grem recimo, ne vem, sedeti v kak kafič ali pa kak hotel, kjer je pač njihova glasba tam, ne, in potem jaz tam ustvarjam in pišem besedila in brainstormam in zato, da se lahko sfokusiram, rabim popolno tišino. Hkrati sem pa tak človek, da rabim spremembo okolja in zato mi to nekako nekaj mi da, ne, ta sprememba okolja. Rabim pa vseeno tišino zraven. In to je nek kompromis. In to je nek kompromis in to vklopim in si dam nek slab ali pa šumenje dreves, nekaj, kar mi ne moti fokusa. Potem imamo tukaj eno zapestnico, če se ne motim. Tole pa zelo posebna zapestnica, to sem pa dobila od Quincy Jonesa. Sem bila pri njemu v Bel Airu, v Los Angelesu. In v bistvu tukaj gor so vse vere. In kako je izgledalo to, ko te je obdaril? To je bilo tako spontano, se je naprej pripravil? Je dal iz svoje roke? Ne! Sedela sva na kavču
In njegov management je ravno prinesel te škatlice z njegovim merčem. In ena izmed teh zapestnic je priromala tudi do mene. Je rekel, ker pač to je njegova fundacija, ne, Quincy Jones fundacija, We're all love, ne glede na to, katera religija si, kdo si, pač vsi smo enaki v resnici, ne. In meni je bilo to zelo všeč in to dejansko kar dosti nosim, moram reči. Ni to, da bi bilo Ni v sefu. ni v sefu, ampak nosim, ker se zelo strinjam s tem, no. Zelo strinjam se z njegovo ideologijo in mi je zelo veliko pomenila. Super. Tretji predmet pa knjiga. Tretji predmet je pa knjiga, obožujem knjige, sploh pa to, tam je kar precej spremenila življenje in zato je manj kar na nočni omarci. Joe Dispenza, dr. Joe Dispenza, odvadite se biti to, kar ste. Zakaj? Je to tvoj cilj? Si v nekem obdobju osebnostne rasti? Ali? Pa jaz mislim, da nisem več v obdobju, ampak da je to kar postal način mojega življenja. Na eni točki sem pač začela, kako bi rekla, sem se spopadala z različnimi tesnobami, anksioznostmi in tak naprej. In pola, veš, greš k enemu terapeutu, prideš drugemu, pa skozi nekaj manjka, ampak meni je intuicija govorila, nekaj je v tebi, ne. Ni tam zunaj, noben te ne more rešiti, ti soš mogla kar sama rešiti, ne. In potem sem naletela na to knjigo in ko sem to prebrala, mi je bil wow, fireworks, ja, prav ognjemeti. Tako da od takrat dalje je moje življenje zelo drugačno, bom rekla. Zelo drugačno in sploh v bistvu ne znam si sploh predstavljati, no, da bi bila spet v takem stanju, kot sem bila, ne vem, pred 6-7 leti. Tako da temu gospodu sem jaz hvaležna z življenjem in vedno, kadar berem to knjigo, se mi zdi, da vse te stvari že vemo, ampak včasih, ker živimo v takšnem svetu, kakršnem živimo, ne, se moraš na nek način skozi malo pominjati oziroma še bolj globoko ponotranjiš neke stvari, ne, ker pomembno je to, da to si potem, ne da govoriš samo o tem. Ja. Tako, evo. Priporočaš branje? Vsakemu. Zdaj ne pravim, ne, zdaj pa ne biti to, kar si. Ravno to bodi, kar si, ampak vse kaj pa smo, ne. O tem pa kdaj drugič. Ja, mogoče prekratko. O tem pa kdaj drugič. Ja. V kakšnem obdobju pa si zdaj ustvarjalnem, ustvarjaš nove pesmi, prej si omenila, da se obeta nov album? Definitivno sem zdaj v zelo ustvarjalnem obdobju, pa se zdaj že kar nekaj časa. Namreč korona me je pripeljala domov v Slovenijo in po tistem enem letu, 2 se mi zdi, da dobila dovolj časa, da sem malo spet začutila svojo domačo grudo. In nek tak mir je bil, ne vem, jaz sem se res dobro počutila in sem si rekla, mogoče pa se je vse moralo na ta način zgoditi, ne, mogoče pa bi jaz zdaj tukaj bazo gradila, definitivno sama sebe dojemam kot prebivalca te zemlje in bom definitivno še vedno in tudi sem, ne, aktivna tudi zunaj, ampak tukaj pa se mi zdi, da mi smo res en tak dragulj. In to, dokler ne vidiš malo sveta, se mi zdi, da tega sploh ne znamo prav ceniti, videti, ne, pa to 100-krat že slišam, ampak to je res. Moraš ven, da ti znaš ceniti. Ja, in res je to in za življenje Slovenija vrhunska. Tako da sem rekla potem, zdaj pa res že 10 let nisem pisala ničesar v slovenščini, ne. Tudi moj izraz se je čez leta zelo spreminjal. Bilo bi mi v bistvu visil najti nek svoj izraz tudi na tem teritoriju, ne. Ampak to ni tako enostavno. Sploh, če hočeš res ostati zvest samemu sebi, ne, pa najti neko svojo pot in to je pač pot, ki zahteva veliko časa, samorefleksije, iskanja, zato pač to traja in zdaj se mi zdi, da sem končno tudi, pa tudi, da najdeš prave ljudi, ne, da se zgodi neka magija, ker glasba je magija in ko se to vse poklopi, je to, meni je to poanta vsega skupaj, no. Vse vem, da sem zelo idealist, ampak
Jaz verjamem neke stvari in ponavadi potem, kadar res to močno verjamem in kadar se potem tudi lotim tega na tak način, se ponavadi te stvari vedno uresničijo. Tako da zdaj sem že proti koncu izbire komadov, me pa še čaka ogromno dela z aranžmaji in snemanjem potem čez poletje. Zdaj, jaz sem malo pobrskala, na kakšen način mi smo poročali o tebi, o tvoji karieri in sem opazila dve stvari. Da veliko se pač o petju poroča, pa v tvojem ljubezenskem življenju. Ja. Koliko te je pa to motil skozi leta, no? Da se tako zasebno o tebi piše, s kom si skupaj. To so take zelo zasebne stvari, a te ni to motil? Po drugi strani sem si pa rekla, kaj pa naj naredim? Vse se zavedam, da sem javna oseba, ne morem se skrivati v tej naši mali Sloveniji, pa sploh ne. Slej ko prej bi te stvari prišle ven. Kdaj tudi mogoče me s kom kdo poveže, pa sva bila mogoče sam za mizo sva sedela, ne? Na nekem dogodku, pa sva že par. Tako da jaz vem, da sem imela 3 fante v zadnjih 15 letih, ne? No, 4. Enega ne vemo. Ja. In sem vedno bila v nekih resnih zvezah, ne? Tako da niti me ne zmoti, če sem čisto iskrena. Nič me ne zmoti to. Zdaj, če bi se pisale neke laži, dobro, potem je mogoče malo, ampak ni bilo nikoli nič tak, da bi bilo res suno. Kaj pa mogoče najbolj tak bizaren trač, ki je zaokrožil v tebi, ali pa neresničen? Bizaren trač. Enkrat sem nekje prebrala, da nisem hči svoje mami. In smo imeli doma sklic, rekla, moraš ti kaj povedati? To je bilo najbolj bizarno, to je bilo res bizarno. A si za sekundo mogoče? Ne, to mi je bilo tako bizarno, da sem si mislila, ok, to je bilo kot pa to, no. Enkrat sem sedela pri frizerki in je pisalo nekje v eni reviji, da sem v Tokiu s 4 prijateljicami. Sem poklicala te 4 prijateljice, sem rekla, in how we doing here? Kak se pa imamo? Pa vse so skozi, mislim, kake dodane stvari, ne? Ali pa nekdo nekaj vidi na Instagramu, pa potem malo svojo zgodbo naplete ven, ampak so luškane, nič takega ni bilo, da bi, ali pa se jaz ne spomnim več, ne vem, jaz to kar zbrišem spominja. No, ne morem pa mimo tega, da vseeno mogoče s to tvojo pozitivo, pa ta žarečnost, ki jo imaš danes, je nova ljubezen, ki je s tem povezana? Definitivno je. Je dala veter v jadra? Ja. Ja, definitivno. Mislim, zdaj sem res bila 5 let sem samska, ne. Sem kar rabila nekaj časa, da sem se malo poukvarjala sama s sabo in sem rekla, dokler jaz ne bom top. In se super počutila v svoji koži, nočem nobenega razmerja in v bistvu sem izhajala tokrat, ok, kaj lahko jaz dam, ne kaj lahko dobim, ne. In potem, ko sem jaz to začutila in sem to poslala gor, je to takoj prišlo. Pa kje verjameš v te manifestacije? 100%. Ker se mi je že tokrat to, pa to se mi skozi potrjuje. Tudi v karieri si kdaj kaj zmanifestiraš? Girl! Ja. Ne, jaz se zavedam, da mi, pa vsak izmed nas, ne sam, mislim, čisto vsi imamo to, ne? Sam je drugač, koliko to verjameš, pa koliko si se pripravljen za to potruditi, ne? Ampak še vse, kar sem si v bistvu zamislila, pa da sem v to verjela, se je uresničilo do zdaj, ne? Ker je kar malo strašljivo. Ja, zelo strašljivo. Tudi slabe stvari. Ja. Je valjda, logično, ne. Definitivno. Sej, ti dobiš točno to, kar si, ne, v resnici. In kaj si me že prej vprašala? Ljubezni, ne? Ja, v manifestaciji. Manifestaciji. Ja, no, in on je bil točno ta manifestacija. In ker sem rekla, no, naslednjo zvezo si pa jaz tako predstavljam in jaz vem, da to obstaja. Jaz to vem. In tak je. Kaj pogrešaš Švedsko? Ja, definitivno pogrešam določene stvari, pač seveda tudi svoje kolege, prijatelje, ne, ker sem pa ne, na vse zadnje le bila tam gor 7 let.
Pogrešam ta Swedish summer, se pravi to švedsko poletje, ustvarjanje glasbe, ker tam je res tega tok. Ja, po drugi strani sem pa zelo pomirjena s tem, da sem tukaj. Čutim mogoče večjo, še vedno sem Slovenka, ne? Vedno bi bila Slovenka. Pa tudi nimam občutka, da me Švedi niso sprejeli daleč od tega, se tudi glasbeniki med sabo smo ena posebna sorta. Ampak tam sem mogoče imela večkrat občutek, da pa mislim, da me ni toliko varal, da se ljudje večinoma z mano družijo, zato ker pač sem glasbenica, ne, a veš, je samo nek biznis. Ja, jaz pa mislim, da vsi ljudje rabimo vsaj 2-3 res tiste iskrena prijateljstva, kjer ni nobenih koristi, whatever, ne, takih stvari, kjer pač sem si, how are you? Ne. Brez filtrov. Brez filtrov, brez vsega tega. To je bilo pa malo težje, ne? Ker jaz sem tudi prišla gor, ko sem bila stara 21 in ponovadi pri teh letih si ljudje že nekako stvarijo neke kroge. Pa tudi, takrat sem jaz imela glavo, veš kje. Nekje sem zasledila, da s temu rečeš šnopci ideje. Ja, šnopci ideje. Zanimivo si imeli, to so te hitre... Ja, impulzivne, jaz sem bila zelo impulzivna kot mlada, taka zelo, neki začutim gremo, ne, na glavo, kar brez neke premišljenosti. Si zdaj to malo umirila? Ja, definitivno. Ne, ampak jaz sem kar šla, jaz sem se kar vrgla, ne, ampak pol take velike spremembe delati tudi ni včasih najboljše, zato ker ti dejansko nimaš nobene mreže, na katero bi se ujel. In jaz mislim, da spremembe je potrebno delati ravno toliko iz cone udobja, da ti je še fajn. Da še uživaš, ko si pa ti že plavaš tam v nekem survival modu, tam pa ni ravno nekega prostora za kreativo in za kaj drugega, ne? Ker se boriš za preživetje na nek način, ne? In jaz tega takrat nisem se tega zavedala, ne? In tega je bilo kar dosti, ja. Pa tak tip sem vedno bila, da sem hotela vse takoj najboljš. Takoj se naučiti jezik, takoj, zdaj bom jaz kar zraven tukaj in pišem pesmi, A to si že od majhnega taka, ali ste preučila se? Po moje, da sem se nisem toliko zavedala, ne. Ampak po moje, da sem vedno bila taka, ker jaz sem se zares spoznala šele v tujini, ker mi je bilo nastavljeno gledalo tu, ne. Jaz sem mislila, da sem zelo ekstrovertiran tip, totalen introvert v resnici. Res? Ja. Ne bi rekla. Ja, se jaz tudi ne. Totalno, nisem jaz, da bi nekaj silila v spredje, ali pa da bi zelo glasno opozorila na se, ali pa sploh ne, sem se zelo sem se povlekla noter, no. Tako da sem vedno čakala, da me bo nekdo... Pa tudi nisem bila vajena tega iskreno, ne. Ker v Sloveniji, ko se mi je vse to začelo, je vse samo prihajalo. V tujini te pa noben ne pozna. Noben te ne čaka. Mislim, pa sam se boš mogel sfajtati, ne. Sam boš mogel, koliko boš vložil, toliko bo, ne. In, forget about ego. Pozabi. Ne smeš imati osebno stvari, tudi, a veš, če, ne vem, te nekdo ne obrajta takoj, tam je ni, naslednji me bo, ne. Ampak to so res take stvari, ki se jih naučiš šele čez proces, če pač tega nimaš že toliko močno noter zasidranega, ne. Jaz v resnici sploh nisem bila samozavestna. Jaz se ugotavljam zdaj, jaz takrat sploh nisem bila samozavestna. To se mi zdi, da sem se šele naučila čez leti. Ne. Fake it till you make it. Da bi bilo, ipak vsaj to bi bilo boljš. Ne, jaz sem bila zelo, taka senzibilna dušica, ful. Pa sem še vedno zelo senzibilna, sem malo drugače, saj to. Zdaj mogoče sva proti koncu, pa da ne bova na ta klasičen način zaključili, kaj pričakujemo lahko od tebe, kakšni so plani. Sem pripravila 3 naslove, ki so možni, da bi jih mogoče prebrali o tebi v prihodnem letu, prihodnem desetletju. Pa mogoče pokomentirava, kateri je najbolj verjeten, da se pojavi na naših spletnih straneh. Torej, prvi je takole.
A Maja odhaja v tujino, ZDA prihajam. ZDA. Ne? Zavedno, vsekakor ne. Za kak koncert pa definitivno. Turistično in karierno. Tudi karierno, ampak da bi pa tam živela, pa uf. Kaj pa mogoče tale? Sladke skrbi Maje Kevc, izbira poročne obleke. To pa je možno. Ta je možno? Da pa je možno. Ja, to so pa res sladke skrbi. Kaj pa tale, ta je pa bolj šokanten, bolj v našem. Ja. Maja Kevc končala pevsko kariero, to bo počela sedaj. Kaj bi bila Tudi tista? možno. Tudi možno. Kaj pa bi bila tista alternativa? Bi se po mojem nekaj ukvarjala z ljudmi. Jaz sem vedno sanjala, da bi imela enkrat v Sloveniji en tak soul center, kjer en tak community, kjer bi se pogovarjali, kjer bi bil en tak varen prostor za, pa bi se dogajale razne meditacije, pa bi bili razni koncerti. V bistvu to, da ljudje malo bolj začutijo v bistvu samega sebe. Sploh pa v teh norih časih zdaj, kjer tudi mislimo, da edina realnost je tista, ki jo gledamo, ne, iz medijev ali pa iz socialnih omrežij pa vse, ampak zelo se zgublja, no, ta nek stik s svojo intuicijo, ne. In zelo hitro lahko zapademo v neke vloge žrtve in tudi, kot sem zdaj gledala nazadnje, mislim, da tretja najbolj popularna ali pa najbolj prisotna bolezen je depresija. Čez 5 let bo baje na prvem mestu in jaz to ne morem, da ne bi nič naredila, ne morem to gledati. Zaenkrat še ne vidim, da bi to počela na kakršen drug način, kot pa skozi svojo glasbo, ker pač glasba je definitivno ogromen del mene in jaz tudi mislim, da nikoli se ne bom čisto prenehala z njo ukvarjati, ampak sem pa odprta, da bi svoje poslanstvo razširila, no. Da bi zraven tega, da bi z glasbo povezala še z drugim mestom. Za nek celostni. Ja, zato ker si mislim, pa zakaj smo tu, če nimaš dati za neko ljubav, pa ne vem, no. Mene nič druga ne motivira. Sploh. Zelo lepo si to zaključila. Najlepša hvala, da si se odzvala. Z veseljem te bomo spremljali še naprej. Hvala tebi za povabila. To je bil Šokcast, se gledamo še naprej.